Naj se Odisejada prične s škripajočim sirom in Rudolfom. Že veste, kam gremo? Pozdravljeni v Evropskih stoječih novicah. Upam, da ste se danes toplo oblekli in obuli, ker bomo skočili proti severu. Prispeli smo v državo, ki je bila leta 2021 kljub pandemiji koronavirusa, glede na raziskavo Združenih narodov, že 4. leto zapored najsrečnejša država na svetu. Na Finsko. Kaj torej Finci počnejo, da so tako srečni? Finci imajo visoko kakovost življenja, varnosti in javnih storitev. Stopnja neenakosti in revščine pa je med najnižjimi med državami Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Država se je visoko uvrstila tudi pri ukrepih medsebojnega zaupanja. V COVID-19 so, kot kaže, videli skupno zunanjo grožnjo, ki vpliva na vse, zaradi česar sta se povečala solidarnost in sočutje. Ampak, ker vemo, da gre vse skozi želodec, ima to najverjetneje kaj opraviti tudi s hrano, ki jo jedo. Finska hrana je nasplošno preprosta, sveža in vključuje veliko lokalnih sestavin, pridobljenih iz gozdov in jezer, ki jih je na Finskem obilo. Ena izmed priljubljenih jedi je rženi kruh, ki je osnovna sestavina finske prehrane. Posebna oblika kruha je okrogel kruh z luknjo na sredini, katerega imena niti ne upam poskusiti izgovoriti. Ali pa trdi kruh, ki je pečen pri nizki temperaturi. Druga finska specialiteta je pečen, rahlo sladek sir, ki škripa med zobmi, ko ga ugriznete. Izgleda pa nekako kot malo debelejša palačinka. Pogosto ga namažejo tudi s trpko marmelado iz jagod, ki rastejo le v močvirjih na visoki nadmorski višini. Preostali svet severne jelene pogosto pozna kot božičkove pomočnike. Na Finskem pa imajo Rudolfe najraje dušene s prilogo iz pire krompirja in brusnic. Meso severnih jelenov je zdravo, saj se pasejo na lokalnem rastlinju. Meso ima tudi močan okus in nizko vsebnost maščob, zato ga je treba kar pošteno žvečiti. Finska prehrana je tudi bogata z ribami. Daleč najbolj priljubljena riba pa je losos. Iz lososa pripravijo tudi juho, ki je lahko čista ali pa zatepena s kislo smetano. Poleg lososa taka juha običajno vsebuje tudi krompir, korenje in por. Zraven pa sodi, seveda, rženi kruh. Sladkajo se s slanimi bomboni. What? Ja, prav ste slišali, slanimi. Salmiaki bombone imenujejo tudi črno zlato. Izdelani so iz sladkega korena, njihov okus pa je tako poseben, da jih lahko kvečjemu obožujete ali pa jih ne prenesete. Vmesne poti pravijo ni. Če vam nič od tega ni všeč, še vedno lahko pojeste kak hamburger ali pico. Tem se tudi Finska ni mogla izogniti. Naslednjič skočimo proti jugu. Lepo se imejte in pazite nase.